organizacijo. Dobrodošli na današnji slovesnosti ob oblikovanju poveljstva sil Slovenske vojske in prepodreditvi poveljstev in enot Slovenske vojske iz Generalštaba Slovenske vojske v poveljstvo sil. Ob tej priložnosti vabim načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana, k pozdravnemu nagovoru. General, prosim. Spoštovana ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, spoštovani državni sekretar, magistr Miloš Bizjak, spoštovani generalni sekretar, magistr Balan, župan občine Vrhnika, gospod Stojan Jakin, cenjene pripadnice in pripadniki Generalštaba in poveljstva sil Slovenske vojske, cenjeni gostje. Dovolite mi, da začnem z besedami Charlesa de Gaulle'a, ki je dejal: mi ne smemo obdržati vojske, kakršne smo vajeni. Zgraditi moramo vojsko, kakršno potrebujemo. Današnji postroj je prav to, prispevek k izgradnji vojske, ki jo v teh varnostno, čedalje bolj zahtevnih časih tudi potrebujemo. Pravočasno prilagajanje Slovenske vojske spremembam in zahtevam varnostnega okolja in kontinuiran in stalen proces, ki se dogaja tudi v drugih državah v zavezništvu. Moja namera pri nadaljevanju preoblikovanja Slovenske vojske je bila usmerjena v povečanje učinkovitosti poveljevanja in kontrole, vzdrževanje že izgrajenih zmogljivosti in izgradnjo novih ter v krepitev bojnega karakterja Slovenske vojske. Prepričan sem, da bo nova struktura omogočila optimalno delovanje. Danes vzpostavljamo identiteto, ki bo zagotavljala kakovostno izvajanje operativnih nalog in omogočala, da se bo Generalštab celoviteje posvečal načrtovanju na strateški ravni. Verjamem, da smo s premišljeno razmejitvijo procesov in pristojnosti upravljanja nalog med Generalštabom Slovenske vojske in poveljstvom sil Slovenske vojske zagotovili usklajeno delovanje. Verjamem, da bomo vse moči usmerili v ustvarjanje sinergije na področjih, ki so procesno posebej zahtevna in prepletena oziroma se izvajajo v Generalštabu Slovenske vojske za celotno Slovensko vojsko. Na ta način bomo skupaj zagotovili učinkovito delovanje Slovenske vojske in sodelovanje z upravnim delom Ministrstva za obrambo, z drugimi državnimi organi, nevladnimi in drugimi organizacijami ter z mednarodnimi organizacijami tako, da bo izvajanje procesov in funkcij na vseh ravneh organiziranosti usklajeno in brez podvajanja. Vi, cenjene pripadnice in pripadniki poveljstva sil, boste s svojimi izkušnjami strateške ravni garant inovativnega in strokovnega izvajanja nalog in kreiranja slovenske operativne ravni. Danes bom poveljniku sil Slovenske vojske, brigadirju Milku Petku, predal bojno zastavo, ki jo nekaj let ponosno in strumno ste nosili tudi pripadnice in pripadniki Združenega operativnega centra. Na tem mestu se vam zahvaljujem za pomemben prispevek k izgradnji operativnega poslanstva v preteklem obdobju. Pripadnice in pripadniki poveljstva sil, prepričan sem, da boste ohranjali tradicijo in z novo identiteto naše vojske dodali novo kakovost, ter da boste strumno, ponosno in častno nosili bojno zastavo. Naj ne bo sile, ki bi vam iztrgala iz vaših rok. Pri tem vas bo vodil brigadir Milko Petek, poveljnik, ki mu je pomemben vsak posamezni pripadnik, ki spodbuja timsko delo in samostojnost ter ustvarjalnost. Posebno pozornost pa namenja spoštovanju dostojanstva vseh pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Pripadnice in pripadniki Generalštaba in poveljstva sil Slovenske vojske, ponosen sem na vašo strokovnost, predanost in iznajdljivost pri upravljanju nalog, ki so izrednega pomena za upravljanje nalog v Slovenski vojski. Delo ste vedno upravili s skupnimi napori, tovariško in z občutkom pripadnosti Slovenske vojske.
Pripričan sem, da bo tudi tako prihodno sodelovanje med strateško in operativno ravno, saj je to ključnega pomena za vojaško organizacijo in kar je ob ustrezni opremi tudi zagotovilo uspešnega nadaljevanja našega dela. Spoštovane in spoštovani, uspešno delo vam želim, ter prijetno praznovanje današnjega dne, ko boste prejeli bojno zastavo. Hvala. Hvala, generale. Z nami so naši glasbeni sodelavci. Orkestru Ptic, ki najdejo zavetje v tej zeleni in mirni vojašnici, bodo pridružili umetno pesem s pomočjo inštrumentov. Izvolite. Sledi prepodreditev poveljstev in enot Slovenske vojske v poveljstvo sil s premikom bojnih zastav poveljstev in enot iz postroja Generalštaba Slovenske vojske v postroj poveljstva sil. Pred mikrofon pa vabim današnjo slavnostno govornico, ministrico za obrambo, gospo Andrejo Katič. Gospa ministrica, prosim. Spoštovani, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, poveljnik poveljstva sil, spoštovane pripadnice in pripadniki poveljstva sil in Generalštaba Slovenske vojske, spoštovani župan in vsi ostali prisotni. V lanskem letu smo izvedli strateški pregled obrambe. V njem ste zapisali, da težave v procesu poveljevanja in kontrole uresničevanja poslanstva Generalštaba Slovenske vojske nastajajo tudi zaradi neobstoja poveljstva sil. Njegova ukinitev ni prinesla pričakovanih učinkov. Z oblikovanjem poveljstva sil, spoštovani, pa ste sprejeli odgovornost, da dokažete pravilnost odločitve o ponovni vzpostavitvi ter prikažete učinkovitost, ki bo pomenila pomemben korak na poti k boljši pripravljenosti Slovenske vojske. Poveljstvo sil bo nosilec odgovora na različne razmere in zagotavljanja pripravljenosti Slovenske vojske, bodisi za odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah ali v uporabi pripravljenih sil EU in NATO. Vem, da imate znanje in sposobnost in da boste upravičili pričakovanje. Sedaj se bo Generalštab lahko posvetil svoji vlogi najvišjega vojaškega, strokovnega in poveljevalnega organa. Pričakujem, da ne bo prišlo do podvajanja procesov s poveljstvom sil, ter da bo poveljstvo sil imelo jasno definirane odgovornosti in pristojnosti, pa tudi potrebno mero samostojnosti pri vodenju sil Slovenske vojske. Poveljstvo sil bo nosilec izboljšanja pripravljenosti in odzivnosti Slovenske vojske. Od Generalštaba Slovenske vojske pa se pričakuje prikaz strokovnosti, kakovosten in pravočasen vojaški nasvet ter zagotavljanje planskih in drugih podlag za izgradnjo zmogljivosti ter krepitve pripravljenosti. Verjamem, da bo po preoblikovanju postal tudi eden od nosilcev večje sinergije naporov za učinkovitejše ministrstvo in da bo v naslednjem koraku krepil integracijske procese. Spoštovani načelnik Generalštaba Slovenske vojske, danes je narejen pomemben korak pri uresničevanju strateškega pregleda obrambe, s katerim želimo izboljšati učinkovitost delovanja Slovenske vojske ter izboljšati njeno pripravljenost. Imate operativno raven in preoblikovan Generalštab. V nadaljevanju se posvetite taktični ravni in izboljšanju organizacijskih in drugih pogojev za oblikovanje ciljnih zmogljivosti ter za zagotavljanje pripravljenosti enot. Predvsem pa se posvetite tudi ustvarjanju delovne klime, v kateri se bodo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske dobro počutili
in v kateri bodo lahko prišli do izraza njihovo znanje, sposobnost in kreativnost. Pri tem pa morajo zaupati v profesionalnost in preudarnost vseh odločitev, ki vplivajo na njihov strokovni in karierni razvoj. Da bodo zaupali v enake možnosti in prevlado strokovnih nad drugimi kriteriji. Vesela sem, da lahko vam in vsem pripadnikom Slovenske vojske sporočim, da je Vlada Republike Slovenije dopolnila sklep o rasti obrambnega proračuna, ki je bil sprejet decembra lani. Sedaj govorimo o minimalni rasti najmanj 30 milijonov evrov na vsakoletni ravni. Prav tako se bo zagotovilo dodatnih do 24,3 milijonov evrov v obrambnem proračunu za letošnje leto. Verjamem, da bomo znali usmeriti te vire v zmogljivost in pripravljenost, ter da bo napredek viden ob naslednji oceni pripravljenosti. Zaveznikom pa bomo lahko tudi sporočili, da načrtujem rast obrambnega proračuna od 8 do 9 odstotkov na letni ravni. 2 odstotkov bruto domačega proizvoda sicer še ne bomo dosegli, bomo pa vzpostavili pogoj za modernizacijo in izgradnjo ciljnih zmogljivosti v dogovorjenih rokih. Spoštovani poveljnik sil, zaupam vam, da boste znali učinkovito voditi svoje podrejene, ter da bo poveljstvo sil, tako kot v preteklosti, organizacija, na katero bomo lahko ponosni. Organizacija, ki bo zgled učinkovitosti ter tudi dobrega vojaškega kolektiva. Imate znanje, izkušnje in vse lastnosti, ki delajo dobrega poveljnika. Verjamem, da boste dokazali pravilnost odločitve in bili dober poveljnik. Imate priložnost in privilegij, da pričnete novo zgodbo poveljstva sil. Želim vam veliko uspeha. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, želim vam, da uspešno upravljate poveljstvo, poslanstvo poveljstva sil Slovenske vojske in ob tem strokovno napredujete, ter da čutite tudi osebno zadovoljstvo. Pričakovanja so velika. Državljanke in državljani Republike Slovenije bodo lahko videli vašo učinkovitost že v prvem večjem sodelovanju s silami zaščite in reševanja ali ob drugih nalogah, ki krepijo njihovo varnost. Verjamem, da boste izpolnili njihova pričakovanja in da bo tudi vaše delo krepilo zaupanje, ki ga imajo v Slovensko vojsko. Želim vam vse dobro, hvala in srečno. Hvala, gospa ministrica, za vaše besede. Orkester nam bo spet zagotovil glasbeno podlago, vsak izmed nas pa naj poskrbi za kakšno lepo misel v svoji glavi. Sledi podelitev bojne zastave. Prosim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana in poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Milka Petka, da stopita pred postroj. Sledi vročitev bojne zastave poveljstva sil Slovenske vojske, poveljniku sil Slovenske vojske. Enote, mirno! Brigadir Milko Petek.
Poveljnik poveljstva sil, predajam vam bojno zastavo in s tem poveljevanje tudi poveljstvo sil. Gospod načelnik generalštaba, sprejemam bojno zastavo poveljstva sil in poveljevanje silam Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Spoštovana gospa ministrica, gospa Andreja Katič, spoštovani načelnik generalštaba, generalmajor dr. Andrej Osterman, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, drage sodelavke, dragi sodelavci, spoštovani gospod župan občine Vrhnika, cenjeni gosti. Lepo vas pozdravljam ob tej priložnosti, ki prinaša nov pomemben mejnik na poti razvoja Slovenske vojske. Vse od nastanka Slovenske vojske 1991 pa do danes smo bili priča mnogim spremembam in prepričan sem, da bo jih še veliko tudi v prihodnje. Vsaka sprememba prinaša veliko izzivov, ki jih lahko doživljamo zelo različno. Smo del mednarodnega varnostnega okolja, za katerega je značilno, da se nenehno spreminja, odziva in povezuje. V Slovenski vojski sem vse od njenega nastanka. Imam mnogo različnih izkušenj, delal sem z veliko različnimi ljudmi, v različnih okoljih, tako doma, kakor tudi v tujini. Ponovna vzpostavitev poveljstva sil Slovenske vojske je pomembna sprememba in izziv tako zame, kakor tudi za vas. Sprejemam jo zelo pozitivno, dolžnost poveljnika sil Slovenske vojske pa kot izjemno čast. Zato se ministrici za obrambo in načelniku generalštaba še enkrat zahvaljujem za izkazano zaupanje. Na novih dolžnostih, ki jih sprejemamo danes, nas čaka skupaj veliko novih nalog. Pomembne so tako za domače okolje, kakor tudi za skupno sodelovanje v mednarodnem okolju. Naši pripadniki danes opravljajo pomembne naloge tako v domovini, kakor tudi na različnih mednarodnih operacijah in misijah. Ali pa se pripravljajo za prevzem novih nalog in delovanju v novih operacijah ali misijah. Za vse moramo poskrbeti. Drage sodelavke in sodelavci, vsem vam, s katerim sem delal do sedaj, se iskreno zahvaljujem za kakovostno in profesionalno delo, za izkazano pripadnost kolektivu, za pozitiven odnos k reševanju nalog, tudi takrat, ko je bilo potrebno delati več in še bolje. Kakovostno upravljeno delo je moj standard in je tudi standard organizacije, v kateri delamo. To pričakujem tudi v prihodnje. Na vas, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, drage sodelavke in sodelavci, se zanesem. Saj se vsak izmed nas zaveda svojega in našega skupnega poslanstva in nalog. Zato računam na vas. Srečno! Brigadir, hvala. Bojno zastavo ste prejeli, spoštovani pripadniki poveljstva sil. Verjamem, da bo šla naprej
skupaj z drugimi zastavami slave Slovenske vojske, ko in če bo to potrebno, s himno Slovenske vojske in lastnim glasom obudimo zanos ljubezni do domovine. Enote, mirno, častni pozdrav! Sledi podpis primopredajnega zapisnika, ki ga bosta podpisala načelnik Generalštaba Slovenske vojske in poveljnik sil v sejni sobi objekta številka 3. Vabim ministrico za obrambo, gospo Andrejo Katič, župana občine Vrhnika, gospoda Stojana Jakina, generale in brigadirje, vse poveljnike, da se jim pridružijo. Thank you.